Ja, takole vas pozdravljam trenutno, morda si mislite, Maši se je zmešalo, ampak ni res, to hočem jaz malce takole onomatopojsko zvok formule ponazoriti. Namreč z menoj v studiu je že prvi gost, ki je danes Julij Zupan, predstavnik društva Formula Student, in del ekipe Superior Engineering, ki je sestavljena iz več študentov, iz več fakultet, naprimer tudi Julij prihaja iz fakultete za strojništvo, ki skupaj poskušajo ustvariti en tak dirkalnik, ne za Formulo 1, ampak za Formula Student. Tako da Julij, pozdravljen lepo v naši oddaji. Dobro jutro. Ja, lep pozdrav, pa dobro jutro tudi z moje strani. Prej si mi razlagal, še med oglasi, da si še malce neprespan tudi zaradi tega projekta, Pa nam najprej povej, kaj sploh je Formula Student? Ja, se pravi, v osnovi je to en študentski projekt in sicer študentsko tekmovanje. Po nekih merilih velja za največje inženirsko študentsko tekmovanje na svetu. Je pač svetovnega merila, pač ekipe, ki nastopajo na tekmovanjih, na dirkah, prihajajo iz univerz iz celega sveta. Imamo pa vsi en cilj in to je v enem študijskem letu skonstruirati, izdelati in potem tudi validirati in testirati in dirkati en formula dirkalnik. Zdaj, krovna organizacija Formula Študent je Formula SAE, ki vsako leto razpiše en tak dolg pravilnik, se pravi smernice, katerih se moramo držati pri konstrukciji, tako da je pač dirkalnik na koncu legalen, da ustreza vsem pravilom, ki se jih spomnejo, in na koncu lahko dirkamo. In v bistvu to se potem vsako leto, vsako študijsko leto se iz nič v bistvu zgradi nov, ni tako, da bi lahko nadgradili prejšnjega. Tako, to je v bistvu tudi eno izmed takih baznih pravil tega pravilnika. Vsako študijsko leto mora biti dirkalnik nov. Se pravi, in ne samo, da je nov, zgrajen iz nule, pa dizajn ostane isti, mora biti narejena ena velika sprememba. Se pravi, mora biti nekakšna revolucija, mora biti viden napredek, tako da tudi nekako znanje študentov ne zamira, se pravi, se učimo na svojih napakah in gradimo boljše stvari. Trial and error sistem potem. Ja, čisto odvisno. Včasih je celo boljše, da ne narediš čisto vsega koncepta, ampak že v neki konceptni fazi, v konstrukcijski fazi pomeriš kakšne parametre in pol vidiš, kaj je optimalna rešitev. Koliko časa pa imate na voljo, da naredite dirkalnik? Ja, se pravi, projekt se pri nas začne meseca septembra oziroma oktobra, začetkom študijskega leta. Nekako konstrukcijska faza, se pravi risanje v 3D okolju, traja tam nekje do januarja, idealno, in se potem nekako prelije v izdelovalno fazo, kjer pač smo dneve in noči v delavnici in ustvarjamo. Ampak ja, se pravi, do nekako aprila, maja je fino, da je dirkalnik že sestavljen, da se ga potem lahko testira, ker poleti, se pravi mesec julij, avgust, so pa pač dirke oziroma temu se reče eventi. Mi nastopamo pač po Evropi, ki je v bistvu tudi v zadnjih letih postala nekako najmočnejša baza ekip, se pravi največ znanja se tukaj nabere in tukaj so najboljše ekipe z najboljšimi rezultati. In v bistvu, kako daleč ste vi? Ste že imate svoj dirkalnik? Je? Ja, se pravi za sezono 2021, se pravi za letošnje leto, dirkalnik je že v testni fazi. Žal ga še nismo razkrili uradno, tudi z naše strani, tako da ga žal danes ne moramo pokazati. Ki je še v neki taki, recimo, mogoče mačkem konceptni formi, ampak... Ni tako estetsko privlačena. Meni se zdi, da je, za moje pojme je. Ampak, ja, se pravi, je pa res, da je lanska sezona v celoti odpadla, vsi vemo zaradi katerega razloga. Se pravi, nismo šli na nobeno dirko, letos pa lahko ponosno rečem, da se bomo udeležili 4, se pravi, šli bomo v Italijo, Španijo, Avstrijo in pa na Hrvaško, kjer bomo pač zastopali naše barve in poskušali doseči kar se da dober rezultat. Se pravi, lansko leto je vseeno potekal projekt v stilu, da ste naredili dirkalnik, ampak ni bilo tekem ali tudi projekta na splošno ni bilo? Ne, se pravi, projekt je
tekel v bistvu s polno paro, kolikor se je dal, s tem, da smo ga podaljšali v 2-letni projekt. Ker ni bilo dirk, tudi ta dirkalnik v bistvu ni nikoli bil uradno zastopan na eni dirki, se pravi tistih 365 dni pravila, nekako se tukaj ne velja. Ne? Tako da lahko podaljšamo na 2-letni projekt in letos bo pa pač... Se pravi, to je potem, v bistvu ta dirkalnik se potem že iz prejšnjega leta prenesel in ste lahko imeli v bistvu več časa, da ste ga še bolj nadgradili. Tako. Potem bo pa to letos res nekaj posebnega. Ja. Kako pa poteka samo tekmovanje? Se pravi, kot sem že prej omenil, omejeni smo s pravilnikom, tako da načeloma prva stvar, ki se jo mora narediti ob prihodu na tekmo oziroma pač strani organizatorjev oziroma sodnikov, je to, da oni pregledajo avto, če dejansko ustreza vsem tem pravilom. Ker če najdejo neke kritične napake, katere so oni opredelili kot nevarne oziroma karkoli, je pač avto nevozen za njihove pojme. Tako da prvo je ta faza, pregledajo vsako komponento, če ustreza, in ko enkrat dobimo tisto zeleno kljukico, da gremo naprej, so pač tako imenovani statične discipline. Se pravi, se avto potestira še na nek tak malo bolj inženirski način. Je treba, ne vem, ga lahko, naprimer, čist primerček, se ga nagne za 60 stopinj in na taki rampi in nobena tekočina oziroma noben vijak ne sme dol pasti ali karkoli. Naprimer, ne. In ko smo vse te teste, ko upravimo vse to, gremo dejansko dirkat. Zdaj mogoče bom rekel dirkat v narekovajih, zato ker tukaj, da si mogoče gledalci si ne predstavljajo, se pravi, dirkanje ni v stilu Formule 1 ali MotoGP-ja, kjer so pač vsi dirkači naenkrat na stezi in lahko pride do nekih kontaktov oziroma poškodb oziroma česarkoli, škode na avtomobilu. Pri nas ni tega. Z večjih razlogov. Eno je to, da je pač šlo toliko in toliko truda in ur in vsega in je res škoda, da v enem samem momentu zgubiš 1 leto dela, kot drugo je pa pač zaradi varnosti. Vsem smo študenti, ki delamo te stvari in... Niste profesionalni dirkači, ne? Tudi to. Ampak ja, se pravi, discipline so pa različne. Ni samo ena stvar, je več disciplin in vse temeljijo na nekem internem točkovanju. Najdaljša disciplina, ki jo vozimo, je vzdržljivostna etapa, se tako reče endurance, v angleščini, kjer vozimo približno 22 km na taki ozko postavljeni progi in to je v bistvu najbolj, kako bi rekel, najbolj zahtevna disciplina tudi za avtomobil, da zvozi, ker tudi baterija, mi imamo električno formulo, se dimenzionira na tako razdaljo, da jo prevozi. Da je prilagojena prav za to? Ja, načeloma več baterije oziroma več energije ne potrebuje, tako da to je nekako limita, na katero se oziramo, ko pač konstruiramo. In v bistvu vsaka formula gre na tekmovalno stezo zase, ne? Ja, mislim, načeloma saj so več naenkrat jih je, ampak ni... Ni kontakta, ne? Tako, meri se čas od vsake posebej, tako kar reli. V bistvu potem ta je vzdržljivostna, da se vidi, kako ta disciplina, ki si omenil, je vzdržljivostna, da se vidi, koliko časa zdrži. Kateri so še druge? Najbrž je kakšna tudi, ki preverja pospeške? Tako, ja. Naprimer, ja, pospešek je tudi čisto svoj dogodek, se pravi 75 metrov dolga proga in pač najkrajši čas pospeševanja. Tukaj je pač pomemben štart, da ne zavrtiš koleso prazno, da preneseš kar se da veliko moči na tla v najkrajšem možnem času in to je to. Potem je naprimer še skid pad, se pravi po slovensko naprimer bi lahko prevedel vožnja osmice, kjer se vozi osmica in to v obeh smerih. Tudi meri se čas, potem je naprimer autocross, za katero ne najdem prevoda slovenskega, ampak je podoben kot vzdržljivostna etapa, samo da se vozi samo en krog in se pač najboljši šteje in to je potem tisti rezultat, na katerega se opiraš. Pa je potem v bistvu med samimi tekmami tudi še prostor, da se naredijo kakšne izboljšave na avtomobilu, na formuli, ali se to ne sme početi?
Seveda se lahko počne. Dokler je v skladu s pravilnikom, se vse lahko naredi. Tudi med samo dirko se je veliko stvari že popravljalo in najbrž se tudi bo. Žal je realnost taka, ne? Ampak dirke, na katere smo letos prijavljeni in na katere bomo šli, so razporejene nam na roko, pač so relativno razporejene s takim zamakom vmes, da bi morebitne napake lahko odpravili. Ne? Odlično. Hvala, Julij, za enkrat. Mi vas se bova še pogovarjala. Še prej pa gremo malce v oglase, da si lahko malce oddahnete in morda preverite spletno stran, ne, da boste sami še malce videli, kako izgleda tekmovanje Formula študent. Se gledamo! Dobrodošli nazaj v našo družbo. Še vedno je tukaj z menoj v studiu Julij Zupan, predstavnik društva Formula študent, del ekipe Superior Engineering, kjer superiorno inženirajo svoje formule. Ponovno pozdravljen. Pozdravljen, ja. Hvala. Veliko so že povedala, ne, o samem projektu, pa se morda lahko dotakneva zdaj še, kdo pri nas pri tem projektu sodeluje. Ja, se pravi, naša ekipa je ekipa Univerze v Ljubljani. To je pomembno nekako povedati. Vsaka ekipa mora biti ena univerza in vsi njeni člani morajo biti iz te dotične univerze. So pa lahko iz katerekoli fakultete in tudi pri nas je tako zelo pestro, barvano. Že v bistvu iz tega vidika, ker se zahteva toliko različnih znanj. Je pa večinoma smo inženirji strojništva oziroma bodoči inženirji strojništva pa inženirji elektrotehnike. Se pa najdejo programerji, se pravi fakultete za računalništvo, informatiko, ekonomisti, tudi pravniki. Se pravi, smo zastopani z veliko strani. Ker najbrž se tudi različne kompetence potrebujejo, ne? Ja, seveda. Pač čista mehanska konstrukcija je na nekak strojnih inženirjih, potem pa pač glede na to, da imamo formulo na električni pogon, pa vso komunikacijo z samim vozilom, z računalnikom v vozilu, je pač nujno potrebno imeti programerje in elektrotehnike. Koliko pa vas je vseh skupaj? Trenutno ekipa tam na 35 članih. Ja. In ti si v bistvu vodja ekipe in moraš se koordinirati. Kaj je tvoje mesto v ekipi? Kaj je tvoja naloga? Moj naziv je vodja projekta, vodja ekipe. Se pravi, jaz, kot ste rekli, koordiniram vseh teh 35 članov, da nekako uspešno delajo svojo stvar. Sem pa tudi nekako, bom rekel, sem prevzel stike z javnostjo in, Očitno, ja. in sponzorske stvari. To je nekako namen. Kdo pa financira projekt, ko si omenil sponzorske stvari? Ja, se pravi, projekt je financiran zgolj izključno pač iz strani sponzorjev, ki smo jim zelo hvaležni za to, da nam pomagajo pri tem, kar mi delamo. Tako da ja, pomagajo na najrazličnejše možne načine, lahko čisto osnovno, najpreprosteje s finančnimi sredstvi, lahko pa z nekimi obdelavami oziroma prenosom znanja oziroma nekimi licencami in čemarkoli. Je več načinov, ne, kako se lahko seveda pomaga. Omenil si, da vas je okoli 35, ali je, kar se pravil tiče, tudi tukaj omejeno število, koliko je lahko velika ekipa, ali to? Ne, to je prosta odločitev vsake ekipe. Smo pa ena izmed, bom rekel, manjših, glede na to, kakšne dosežke imamo. So sosednje ekipe iz okolice, ki imajo tudi po več kot 100 članov. Wow. Pa smo nekako na svetovnih lestvicah tam po domače rečeno. Kateri pa so največji dosežki slovenskih ekip bili do zdaj? Ja, danes bom povedal za našo ekipo. No, za vašo ekipo. Ja. Za tvojo ekipo? Ja, tako. Najbolj nekako smo ponosni na 8. mesto na dogodku Formula Student Germany, se pravi na dirki v Nemčiji leta 2019. To je nekako najboljša, najmočnejša dirka na svetu. Tukaj so najboljše ekipe in ta dosežek je dejansko res, lahko smo ponosni na to. Smo bili tisto sezono tudi drugi skupno v Italiji, pa zdaj smo nekako, bom rekel, nosilci naslova na Hrvaškem in gremo letos tja braniti zmago. Ja, bomo držali pesti. Kdaj boste na Hrvaškem, da vemo? Točnega datuma zdaj iz glave ne vem, konec avgusta. Bomo preverili, na spletu zagotovo piše. Ja. Drugače pa, koliko pa je na teh tekmovanjih različnih ekip, da si malo predstavljamo? Ja, čisto odvisno od
tekmovanja do tekmovanja, letos je vse majčkeno pomanjšan. Vsaka organizacija je posebej razpisala majčkeno manj mest, kot ponavadi, ampak tam 30 do 40 ekip, 20 do 40 v tem rangu. Se pravi, toliko električnih, pa še toliko na bencinski pogon. In člani ekip morajo biti vsi študenti ali so dovoljeni kakšni mentori, ne vem, profesori, kako to poteka? Vsi so ja, se pravi, pogoj je tudi, da imamo študentski status. No. To je pogoj za članstvo v ekipi. Zdaj, eksterna pomoč pri snovanju projekta ni omejena, ne, ampak uradno članstvo je pa predpisano z študentskim statusom. In kot si omenil že v prejšnjem bloku, ko sva se pogovarjala, imate električni motor. Ja. Kako je, na začetku so bili najbrž bencinski motorji, kako je potekal ta prehod iz bencinskega na električni motor? Ja, to je v bistvu zelo zanimiv, čisto na kratko, v bistvu kar zgodovina, kako je bilo pri nas s snovanjem dirkalnikov. Prvi je bil zgrajen že v prvem letu po ustanovitvi ekipe, kar je že sam po sebi zelo velik dosežek. To je bilo kdaj? To je bilo leta 2015 oziroma 2016, pač takrat je bila tista sezona. Potem je sledil še en bencinski avto in na to je v bistvu bil že kar prehod na električni pogon. Mislim, da v zgodovini tekmovanja še nobena ekipa ni tako hitro prišla iz nule, spravo čisto iz snovanja ekipe na tak nivo, da se naredi pač električni avto že v eni sezoni. Po moje je to pač nekako prvič bilo. Pionirji. Ja, tako. In dejansko je bilo v enem letu bil narejen tudi prehod, spravo iz bencinskega pogona na električni pogon. In to je tudi samo po sebi nekak izziv, ker je toliko drugačnih specifik, ki jih je treba upoštevati in če ne drugega, že cel baterijski paket, ki je pač potreben v elektronskih napravah, je tudi pri nas en izmed izzivov. Pa v bistvu so potem, morajo imeti vse ekipe zdaj električni motor ali so nekateri še bencinski? Ne, se pravi, tekmovanje je razdeljeno na 3 pogonske sklope, tako malo grdo rečen. Še zmeraj obstaja, se pravi, motori z notranjim izgorevanjem, potem so električne formule in kot tretje so še driverless, se pravi, brez voznika. Avtomatska, mislim, kako se jih nadaleč pilotira? Ne, to je v bistvu point. Ne pilotira se jih sploh, avtomobil ima pač senzoriko na krovu in svojo interno senzoriko v bistvu dirka sam. Neko robotsko v bistvu vozilo. Ja, robot, ja. Wow, zanimiva disciplina, zanimiva kategorija. Ampak, če se dotaknem pa zdaj vaše kategorije, to so električni motori, kakšne zmogljivosti ima trenutno vozilo? Ja, se pravi, s pravilnikom smo omejeni na moč 80 kW, mi uporabljamo 2 električna motorja, se pravi, vsako zadnje kolo je gnano zase, to ima določene prednosti, se pravi, lahko se avto, če ga pravilno sprogramiraš, obrne na mestu, ampak čistko, najbrž gledalci se zanimajo končne hitrosti in pospeški. Končna hitrost je okoli 120 km/h, mogoče se zdi to majčkeno malo za 80 kW moči, ampak gre za električni motor brez menjalnika oziroma gre za stalno prestavno razmerje, tako da to je najvišja hitrost, ki jo dejansko lahko mehansko dosežemo. Je pa pospešek zato toliko boljši, ki ga imamo trenutno tam majčkeno pod 3 sekunde, od 0 do 100, kar je primerljivo z najboljšimi ultrašportnimi avtomobili trenutno na trgu. Wow, bravo! Katere pa uporabljate materiale pri izgradnji samega dirkalnika? Ja, tukaj se pravi šasija, to je nekako telo dirkalnika, se pravi ta ogrodje? Ogrodje, to, kar naredi obliko, tako. To je izgrajeno iz karbonskih vlaken, načeloma to je tak način, ki se ga zelo veliko zdaj uporablja povsod, ne samo pri nas, v celotni motošport industriji. Pač kompozitni materiali, drugače pa titan, aluminij. Stremimo k temu, da bi bil avto na koncu čim lažji. Trenutno smo točno na 200 kg, v prihodnosti
bi to radi še zmanjšali. Kdo pa potem dejansko vozi ta dirkalnik na dirkah? Ja, naši člani. Vsakeč druga se to izmenjujete? Kako? Ja, tudi tukaj nam na pomoč ali pa nam uskoči pravilnik, kjer je pač predpisano, da mora biti na vsaki dirki 4 različni dirkači. To je s tem razlogom, da se nekako izniči faktor najboljšega voznika in se v bistvu gleda nekako povprečje ekipe, ja, in da je v bistvu inženirski dosežek ekipe to, kar naredi avto hiter, ne pa en posameznik. Mogoče še čisto za konec, zakaj si se ti odločil, da se pridružiš ekipi? Kaj so tiste kompetence, ki jih človek pridobi, ko sodeluje pri formuli študent? Ja, jaz osebno sem se odločil zato, ker me pač motošport in cela avtomobilska industrija zelo zanima in sem se pač takrat pridružil projektu. Je pa to odlična priložnost za vse študente tehničnih smeri, ker dejansko v pravem svetu skonstruiraš in narediš en izdelek, ki je na koncu tudi tako za pogledati in na tekmovanju za videti nekaj edinstvenega. Nažalost, oziroma pač se je logično, na fakultetah nekih takih priložnosti tekom študija v študijskem procesu nimaš, zato je po moje fino, da se... Ob študijsko takih zadev? Ja, naprimer tak projekt. Kako se prijavi nekdo, ki bi želel sodelovati? Ja, lahko napiše mail na naš elektronski naslov info@superior-engineering.si in mu odgovorimo. Se pravi, vsi so nekako vabljeni, ni nobenih omejitev. Ni nobenih hudih pogojev, se pa vidi potem sproti, kdo je pravi za to, kdo pa ne. Hvala, Julij, za obisk v studiu. Tebi in tvoji ekipi želim superiorne rezultate, da boste upravičili svoje ime in srečno. Ja, hvala vam za povabilo v studio. Z veseljem. Mi gremo zdaj oglase, po oglasih pa čisto druga tema. Govorili bomo o spomladanskem vrtnarjenju. Se gledamo.